Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Minute za kulturo. Nocoj sta z nami gosta iz Mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje, saj v letošnjem letu praznujejo 50 let delovanja. Prav lepo pozdravljam gospod Nando Guček. Dobar dan. Dobar dan. In pa aktualnega predsednika, igralca Boruta Strnada. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošla oba v studiu. Povejte, gospa Guček, kako se spominjate tistih prvih začetkov? Kako je bilo, kako se je zaznamovala tista začetna pot? Bila sem v službi na šoli Ivana Cankarja. Ustanovila sem gledališki krožek in ker nismo imeli pogojev na šoli za gledališko ustvarjanje, smo se vključili čez cesto v Društvo Svoboda. In tam so imeli veliko razumevanje za nas in so nam omogočili, da smo začeli res tako delati kot pravo gledališče, zato smo se poimenovali Mladinsko gledališče Svoboda. In smo začeli. In kako velika skupina je bila takrat? Ja, takrat smo kar tako 15-20 zbrali, ne? Tisti, ki so imeli interes za to, da bi nastopali v gledališču, ne? In smo začeli s delom. Se spomnite premiere, predstave? Ojej. Kako je bilo takrat? Kako vas je Trbovlje sprejelo? Mi smo najprej igrali otroške predstave za otroke, za šole. In kadar je bila, dvorano smo imeli vedno polno. No, ampak začetki so začetki, ne? In takrat še nismo mogli reči, zdaj pa že imamo nekaj, ne? Ampak to so bile male gledališke predstave, katera je bila prva, pa zdaj res ne vem, ne? Ampak potem smo vedno zahtevnejše stvari in potem so bile že uro pa pol dolge predstave za šole, s katerim smo potem gostovali, recimo Kekca smo igrali, potem Sovico oko. In v knjigi pač imamo zapisano, kolikokrat smo jih ponovili. Ker smo šli po vsem Zasavju, tudi izven Zasavja, do Koroške, tako naprej. S čudežnim pisalnim strojčkom smo šli celo v München k našim zdomcem. Potem smo šli tudi v Italijo, v dolino pri Trstu. Skratka, bili smo po celi Sloveniji in še čez mejo. In še čez mejo, ja. Zelo dobro. To tekom 5-6 let, ne. In kako je s podporo lokalne skupnosti bilo takrat? Takrat nas je podpiralo društvo. Društvo je imelo veliko razumevanje in predsednik društva, takrat je bil še najbolj, kako bi rekla, razumevajoč Stane Šuštar in on nam je organiziral potovanja, tudi plačano smo imeli, recimo avtobus ali pa se je dogovoril, takrat se je še dalo precej tako brezplačno dobiti prevoze, ne, tako da sploh nismo čutili nekih problemov. Smo kar lahko delali. Težko pa je bilo priti na oder, tako kot še danes, ker je dvorana zasedena. Takrat so se še vrteli filmi, ne? In smo morali počakati, da je bilo konec filma, potem smo šli pa lahko na oder. Gospod Strnad, kako pa je s tekočo oziroma aktualno zasedbo in pa s programom, ki se odvija zdaj? Ja, v letošnji sezoni praznujemo 50. sezono oziroma 50-letnico neprekinjenega delovanja. Tako da je program prilagojen tej sezoni. Sicer pa se sezona ne razlikuje od preteklih sezon. V zadnjih sezonah je naše članstvo nekje okoli številke 40 do 50. Od tega je 1/3 mlajših od 18 let. Sicer pa je naše članstvo staro od 8 do 79 let. Kar je tak lep razpon, ne? Vse generacije so vključene. Ja, zelo tako raznoliko, ne? Starostno raznoliko članstvo imamo. In tudi naš repertoar je je temu primeren, ne? Od iger za najmlajše do iger za odrasle, dram, komedij, zabavnih prireditev.
Torej za vsakega se kaj najde. Tako je. Za vsak okus. Uspešno delo se je sčasoma potem že poznalo. Ne? Vidimo tule, imamo kar nekaj priznanj. Pa če začnem kar s tem najbolj aktualnim, Javni sklad Republike Slovenije vam je podelil jubilejno priznanje. Ja, to je najvišje priznanje, ki ga lahko dobi ljubiteljsko gledališče. Tako. In to je bilo podeljeno na Slavnostni akademiji, naši najbolj svečani prireditvi letos v počastitev obletnice. In posebej smo ponosni na to priznanje, ne, ki je spodbuda tudi za nadaljnje delo. Ja. Seveda. Potem je še častna Linhartova značka gospe Nadi Ja, na Guček. tej Slavnostni akademiji so bile podeljene Linhartove značke in sicer bronaste, srebrne in zlate in tudi posebne, to se pravi jubilejne. Tako. In nas je bilo kar nekaj 4, ali koliko nas je to? Ja, 4. Poleg Nande so še 3 člani So dobili prejeli jubilejne. to častno. Ja. Potem imamo naprej Čufarjevi dnevi. No, to v je pa Jesenicah. pravzaprav zadnji uspeh, ki smo ga dosegli, da smo bili izbrani, ker je bilo izmed 25 prijavljenih za na Čufarjeve dneve so zbrali 5 dobrih, 5 najboljših, med njimi smo bili mi iz Trbovelj. Aha, In so super. nas zelo lepo sprejeli. Aha, so Jesenice Ja, tudi bile uspešne. Čufarjevo gledališče. Ta je pa malo starejša, letnik 1990, zlata Linhartova značka. Ja. Torej, že v prejšnjem stoletju smo dobivali velika, lepa priznanja. In to je ena izmed zlatih priznanj, Tako. ki jih imamo več. Ja, je treba povedati, ne? Da hranite v svoji zbirki Tako, kar ja. nekaj teh priznanj. Kam pa jih spravite? Zdaj jih bomo spravili v muzej. V muzej, da bo našla svoje mesto. Tako. Pa še tole, ne smemo pozabiti, tudi v 50. sezoni. Ja, to pa je priznanje oziroma v spomin od občine Trbovlje. Prav tako smo to priznanje prejeli na Slavnostni akademiji. No, lepo. Je pa tako, da ste se tudi udeleževali poleg Jesenic tudi drugih tekmovalnih delov. Začetka. Od vsega začetka smo se prijavljali na akcijo, ali kako se je to reklo, Naša beseda. To je bilo po celi Sloveniji in mi smo se vedno udeležili, bili izbrani na Našo besedo in smo potem pač šli z našimi predstavami. Ne? In včasih smo zelo dobro uspeli, včasih pa ne. Ker je bilo tako. Torej, izkušnje tako dobre kot slabe, ampak iz slabih ste potem potegnili. Vedno smo se, ko so bili strokovni pogovori in ocene, smo vedno znali potegniti ven tiste stvari, ki so nam pomagale za boljše delo za naprej. Ne? Tako da smo vedno pridobili nekaj pri tem in smo pogumno stopali naprej, čeprav so nas včasih upravičeno skritizirali, ne? Ampak so nam dali pobudo za naprej. Tako. Kakšno pa je sedaj stanje glede mladih oziroma koliko se mladi radi vključijo v gledališče in koliko sploh radi hodijo v gledališče, koliko cenijo delo? Ja, zelo radi. Pravzaprav s članstvom naše gledališče nima težav, ne. Pravzaprav slišati. Ja, to nas zelo veseli. Ne. Pravzaprav ima večje težave z kvalitetnim kadrom, ki bi se ukvarjal z mladimi. Mentorjev manjka? Mentorjev, režiserjev, ker zato ne more biti vsakdo režiser in tudi rabiš nekaj časa, nekaj izobraževanja, da postaneš dober režiser. Medtem ko mladih članov imamo, vse kot sem rekel, vsaj tretjino je mladoletnih in precej tudi študentska populacija.
Tako da, kar se tega tiče, smo zelo zadovoljni. Koliko pa kaj vadijo, oziroma kdaj jih dobite vse skupaj, glede na to, da eni imajo študije, eni imajo šolo, pa mogoče še kakšne treninge, glasbeno in tako naprej. So kar zaposleni? Ja, praktično je to najtežje, ne, dobiti toliko različnih populacij, izbrati najbolj ustrezen termin za vaje, za študente, za tiste, ki hodijo v službo, za otroke pravzaprav, ne. Tako da je samo ena predstava, to so Štilčki, predstava, pri kateri res sodelujemo vse generacije in pravzaprav vsak član gledališča, ki si želi seveda sodelovati, ne, kar je pravzaprav si pa vsakdo želi sodelovati na Štilčkih. Sicer so pa predstave organizirane tako, da sodelujemo, saj večinoma pri eni predstavi tisti, ko se lahko lažje dogovorimo za vaje, ne, za termine za vaje. Koliko časa pa so kaj priprave tako na predstavo? Ali različno od predstave do predstave? Zelo različno. Recimo, mi smo delali Jeklene magnolije, smo študirali 3 leta. 3 leta. Zaradi tega, ker je šla ena vmes, 2 sta šle roditi. 2, ki sta sodelovali, sta rodili. Potem malo pauza vmes. Potem je pa, nič ni bilo pauze, ampak druga je vskočila, ne? Ker pri nas ni problema za skok, ne? Ampak druga se je morala na novo naučiti, ne? Tako da smo potem po 3 letih imeli premiero. Se to vidi na posnetku, če ga boste predvajali. Ja, tako, nekaj smo že predvajali, tudi Jeklene magnolije pa vsekakor pridejo na vrsto in hvala lepa, da ste nam posodili posnetke. Ja. Upam, no, da bi saj, ampak zadnje čase mi bi radi še šli kam gostovati, ampak vedno je tako, mi k vam, vi k nam. Mi pa, če gremo, že v Zagorje smo včasih šli z vsako predstavo in za šole, mladinske predstave, smo včasih tudi po 2 zaigrali, 2-krat, da so napolnili 2-krat dvorano. Takrat se nam je to izplačalo, ker se je to dalo pokriti stroške. Zdaj pa nas nikjer več ne sprejmejo tako, ne. Imamo svoje amaterje, pravijo, imamo svoje domače in se težko enostavno gremo nekam na naše plakate, ker nas košta dvorana, in potem težko gremo nekam gostovati. So se spremenili časi. Je sprememba, ne, občutna. Ampak vas domače občinstvo potem bolj z navdušenjem Domači so pa zelo, pa ne zaradi tega, da bi bili ovidevni do nas, ne, ampak trboveljska publika rada pride na naše predstave. Bom samo tole povedala, Odmev na zadnjo, ko smo imeli v Delavskem domu, smo dobili toliko pohval, da mi je bilo že včasih kar nerodno, ker so rekli, da je bila naša predstava boljša od vseh ostalih. Mislim, to pa že nekaj pomeni, ne? To pa že nekaj pomeni. Ja, je bilo, mislim, publika, včasih se mora tudi publika razvijati, da gleda današnje moderne predstave, ko včasih ni drugega kot par golih teles pokažejo, pa nekaj skačejo sem pa tja, da ne veš, kdo pije, kdo plača in tako naprej. Od take predstave človek nič ne odnese, ne? Predstava mora nekaj povedati, mora se prijeti, morajo ljudje sprejeti, ne? In našo so lepo sprejeli. Spomnim se samo, ko smo igrali prvič v domačem narečju, zdravnika posili, Molera, doktor posil. 3krat smo imeli predstavo nabito polno, pa gre noter čez 300 ljudi, ne. 3krat nabito polno. In tako naprej, ne, da ne rečem, šole so zelo rade gledale naše mladinske predstave, ne. Smo tudi včasih 2-krat, 3krat, da vse šolarje. Tako da nam ni, žal, mislim, ni problema s publiko, ker pridejo radi pogledati. Zelo lepo. Ja. Omenili ste, naprimer, da manjka režiserjev. Kaj pa, naprimer, scenskih rekvizitov, kostumov? Imate tega dovolj oziroma vam takrat, ko je predstava, kdo kaj pomaga, kaj se šije, si sposodite? Ja, scenski rekviziti in kostumi so pravzaprav večinoma domena režiserja in igralcev. Potem si sami tudi kaj
igralci najdejo? Najdejo oziroma ne, ali se kupi že narejeno ali pa se šije. Ne. So pa tudi izjeme, ne, ko si sposodimo pri kakem poklicnem gledališču, tak primer je bil na letošnjih Štilčkih, kjer smo si kar precej garderobe sposodili pri Mladinskem gledališču Ljubljana. Pred leti smo si sposodili v Mestnem gledališču Ljubljana za klasično komedijo Pahljača. Vse starinske kostume in losulje in vse. In oni so nam to vse podarili. Aha, potem še imate lahko naprej v lasti. Tako da imamo. Ja. So pa kar veliki kostumi, ne? Zelo lepi, zanimivi. Ne? Sam zdaj klasiko malo da igramo, ne? Tako, ampak na Štilčkih pride vse prav. Ja, pravzaprav na Štilčkih pa so porabno. Ne? No, kdor še ne ve, kaj pravzaprav Štilčki so, nam lahko poveste v parih besedah? Ja, na Štilčkih si člani gledališča podelimo priznanja za uspešno leto v prejšnji sezoni. To imate prej kakšno komisijo, kakšen izbor? Ja, prav gotovo. Ne. To prej se dogovorimo, na podlagi predlogov se zberejo tisti člani, ne, ki so se najbolj izkazali. Imenujemo jih pa tudi trboveljski Oskarji. Ker pravzaprav gre za podelitev kipcev. Žal danes nimamo nobenega kipca sabo, ampak gre za nek tak kipec, ki je podoben, no, recimo Oskarju. In poleg teh podelitev je pa vmes tudi še tak zanimiv program, ne? Ja, tako je. Ja. Če je ta formalni del v tem, da se podelijo kipci, je neformalni oziroma zabavni del. Sliki so so naslikani. Štilčki. Ker so vsako leto drugačni, ker jih vsako leto naredita dva, eden jih izdela, ena pa naredi potem, ni noter, pa bi morali biti, ja. Iz česa pa so narejeni? Kovinski so, ja. Naredi pa v okrasih pa naša članica Marjeta Dolinar, ki vsako leto naredi unikatne ročno izdelane maske. No, tukaj je povečan štilček, zraven pa stojijo manjši, ne? Tole. Si poglejmo. Mislim, da se bodo lahko gledalci predstavljali. Vsekakor so pa vabljeni na letošnje prav posebne podelitve, ne, oziroma poseben štilček. Ja, letos v skladu z našo jubilejno sezono smo se odločili tudi, da naredimo posebne štilčke. Torej štilčkov, na kateri bodo izbrane vse tiste najbolj legendarne točke iz zadnjih 18 let. Tudi štilčki pravzaprav imajo letos jubilej. 18 štilčki so bili januarja. Polnoletni. Ja. In kdaj pravzaprav bo ta dogodek? Se že ve? Ja, datum je že določen in sicer je 29. maj ob 19:30 v Domu Svobode. Ker po navadi so štilčki zelo dobro obiskani, bomo premiero tudi ponovili takoj naslednji dan, torej v soboto 30. maja. No, krasno. Torej, kdor ne bo uspel prvi večer, ker štilčke vedno naredimo dvakrat. Tako? Ker je tako zanimanje, ko je razprodana prva predstava, tako je že rezervirajo za naslednjo predstavo. Štilčke vedno ponovimo dvakrat. No, in prav je tako, imamo vedno polno dvorano. No, to je super. Ja. Kakšne predstave so pa že kaj v mislih za naprej? Poteka še tekoča sezona, ne? Tako je, ja. Tekoča sezona še ni končana. Tako je. To je naša največja prireditev konec maja, ampak imamo tudi še manjše nastope na manjših prireditvah v organizacijah oziroma v sodelovanju z drugimi društvi. Magnolije si lahko še ogledajo, ne? To še lahko, samo te v Trbovljah smo že dovolj igrali, ampak te bomo še kam gostovali, ne? Z Jeklenim Magnolijami. Še kakšna druga predstava? Že za letošnjo sezono smo imeli v načrtu recital pesmi, ki ga najbrž ne bomo izpeljali do konca sezone. Upajmo pa, da
jeseni, začetku prihodnje. Ker značilnost našega dela so bili tudi literarni večeri. Vsako sezono, poleg mladinske predstave in predstave za odrasle, smo vedno pripravili tudi literarni večer. Enega umetnika smo si izbrali, ne? In tako smo vse naše najboljše pesnike smo obdelali in vsi so bili naši gostje. Prišli so k nam in prisostvovali in najbolj se spomnim Cirila Zlobca, njegov recital smo imeli, da je prišel na oder, vsakmu posebej čestitev, ker je bilo res dobro narejeno, ne? Enako je tudi Fritz bil presenečen, ne, da so, ali pa vsak, ki je Minati, to so vsi bili naši gostje, ki so poslušali, ker smo pesmi pravzaprav odigrali, ne, recitirali tako, da jim je res prišla v dušo. Tako na vaš svojstven način. Ja. No, se pa morda spomnite, kako je, ko otroci prvič stopijo na oder oziroma prvič v neki predstavi igrajo, kaj treme, jih je treba kaj posebej spodbujati. Ja, to bo Nanda kot režiserka, pa, ki pravzaprav vse te generacije dala skozi, najbolje vedela. Mladi si zelo želijo nastopati. Radi nastopajo. Mi moramo samo dati možnost in jih pripraviti na to, da uživajo v tem. In to dosežemo s tistim začetnim pedagoškim delom, da jih vadimo nastopanja, improvizacije, govora. Potem pa sploh ni problema mladim nastopati, ne? Ko se pripravijo na to. Ne? Res je pa, da moramo osnovno znati sproščati ljudi, da delamo govorne vaje, da vse, kar pač morajo povedati, ali je to igra ali je recitacija, da znajo. Potem pa sploh ni problema, ne? Ker mladi izredno radi nastopajo vsi. Ne? Sicer pa malo treme vedno ostane. Tista pozitivna trema. Ja. To pa mora biti. Ne? Ampak ni šlo nikoli kaj hudo narobe? Ali pač? Hudo narobe ne. Se pa dogajajo ponavadi kakšni zapleti, ki se jim pa smejimo. To so samo za užitek. Ampak mislim, da bi bilo prav, če bi povedala še tudi, da organiziramo že kar precejkrat, tudi več let, srečanje gledaliških krožkov osnovnih šol. Ker mi nismo mogli sprejeti vseh, ki bi radi prišli v gledališče. Potem smo pa kar rekli, po šolah ne delajo gledališki krožki, potem imamo pa v maju ali kdaj ne, srečanje teh krožkov, tako da pridejo ti krožki in se gledajo med seboj, od priprave scene do nazadnje pa se pogostimo. Tako da je to zelo dobro. Ne? Zelo poučno najbrž tudi, pa seveda. Vsekakor se družijo. Vzgojno, ja. Vzgojno je, zelo, ja. Tako. Mi vam vsekakor želimo še veliko, veliko let, čestitke za prvih 50, pa da boste imeli polne dvorane še naprej, veliko nadobudnih otrok in tudi odraslih, ki bojo z veseljem igrali in tudi vsi prihajali na vaše predstave. Jaz se vam pa na tem mestu zahvaljujem za obisk v našem studiu. Hvala za povabilo. Hvala lepa. Še nekaj besed o Mladinskem gledališču Svoboda Trbovlje. Imajo tudi zelo lepe zbornike. Ob 40-letnici so izdali teh naših 40. Naša nocojšnja gostja je uredila in zbrala dogodke in fotografije, pa tudi letos ob polnih 50 so tudi izdali zbornik gospa Nanda Guček v sodelovanju z Nino Žagar. Sta to uredili, zbrali spomine na razne predstave, tako da bodo ohranjene tudi še naprej za naslednje generacije. Pa pojdimo naprej z aktualnostmi. V četrtek, 23. aprila, na Svetovni dan knjige, je v knjižnici Antona Soreta Hrastnik potekal literarni večer z gostom tedna, in sicer z našim sodelavcem in odgovornim urednikom ETV-ja Igorjem Goštetom. Debato je vodil dr. Tomaž Petek.
Dogodka se je udeležilo kar precejšnje število obiskovalcev, med njimi tudi hrastniški župan in podžupan. Za sproščeno in prijetno vzdušje so poskrbeli učenci glasbene šole Hrastnik. Igor je avtor že kar precejšnje pesniške in pisateljske zbirke. Med pogovorom je opisal kar precej svojih dogodivščin iz mladih let, ki jih je kasneje zapisal tudi v svojih delih. Povedal je, da je veliko romanov na nek način avtobiografskih, saj je težko pisati neko zgodbo, ne da bi vključil dela sebe, svojega takratnega mišljenja ter predznanja o vsebini sami. Večina knjig, ki jih je izdal prek založbe, povezuje neka rdeča nit. Ta se odraža na platnicah knjig, saj oblikovalci vedno dodajo dizajn v obliki srca. Izdal nam je, da njegova dela nastajajo v času njegovega dopusta na morju. Letos prav tako načrtuje počitnice, tako da se morda obeta že 8. knjiga. Pustimo se presenetiti. V Dom svobode so v petek 24. aprila pred predstavo Vzemi me v roke gostili avtorja in režiserja predstave Evalda Flisarja. Z njim se je pogovarjala direktorica knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje Simona Solina. V enournem pogovoru je razkril delčke svojega življenja, ki so se mu najbolj vtisnili spomin. Pripovedoval je o svojih popotovanjih po svetu, obiskal je namreč več kot 90 držav, pohvalil pa se je tudi, da je v Sydneyju zaradi dobrega zaslužka vozil podzemni vlak. Kar 14 let je živel v Londonu, zdaj pa v Sloveniji z nekaj let mlajšo ženo uživa družinsko življenje. Imata tudi 8-letnega sinčka, ki ga rad vzame s sabo na premiere knjig. Po končani prireditvi smo se z njim pogovarjali tudi mi. Povedal nam je, katera država se mu je najbolj vtisnila spomin in kako bi ga opisala sin in soproga. Prepotovali ste že polovico sveta, bi lahko rekli, bili ste v več kot 90 državah. Pa mi povejte, katera država se vam je najbolj vtisnila v spomin, ali pa če mogoče drugače zastavimo vprašanje, katera vas je mogoče osebnostno spremenila? No, ta drugi del vašega vprašanja seveda je primernejši, ker v spomin se mi je vtisnila marsikatera država, ampak osebnostno me je spremenila pa predvsem, če ne samo Indija, ki sem jo prvič spoznal leta 1974, ko sem se vračal overland iz Avstralije v Evropo, ostal 3 mesece in takoj dobil občutek, da sem morda v enem svojih prejšnjih življenj bil verjetno Indijec. In tja se kar naprej vračam, bil sem že 12-krat, če ne celo 13-krat, in če se štejem vsa obdobja bivanja v Indiji, pridem tam nekje do 2 leti in pol, kar je kar nekaj mojega življenja. Vaš sinček je bil tudi že v 14 državah, ste dejali, ne? Pa je bil v Indiji mogoče? V Indiji pa še ne, ker se moja soproga malo boji malarije in on je star samo 8 let in jaz bi ga sicer že vzel s sabo, tako da zaenkrat potujemo samo po državah, kjer ni takih hudih bolezni. Zdaj le gremo Bil je že v Avstraliji, v Indoneziji, na Tajvanu, v Vietnamu, Kambodži, Singapurju, v Londonu je bil ničkolikokrat, zdaj le gremo imam bralno turnejo 3-tedensko v Ameriki, gre zraven, v Ameriki še ni bil in se zelo veseli. Izjemno rad leti in rad potuje in navdušen je, da lahko spoznava stvari, ki so čisto nove zanj. Rad potuje zatem, zelo ste navezani, verjetno skupaj z družino. Dejali ste tudi, da ste edino za družino pripravljeni umreti. Kaj pa vaš sin in vaša žena oziroma soproga menita o vas? Kako mislite, da vas bi opisal sin in kako soproga? Ja, nikoli jo nisem vprašal, ampak zdaj si lahko samo predstavljam. Sin bi me opisal različno, glede na različne okoliščine. Rekel bi, ati je nekdo, ki ga zlahka premagam pri šahu, čeprav mi je začel učiti šele pred 6 meseci, bi rekel ponosno. Žena pa mislim, da bi se izognila temu, da bi me kakorkoli opisala, ker mi dva ne debatirava o najnem odnosu, ne filozofirava o tem, kaj naj bi bil, kakšen naj bi bil, ampak ga preprosto živiva in sva oba s tem zadovoljna. Hvala lepa za te iskrene odgovore in upam, da se kmalu spet vidimo v Trbovljah. Hvala vam.
Trboveljski likovni umetnik Jože Potokar Cvrčo je bil še do nedavnega poznan kot slikar, zapisan tradiciji z obujanjem podob iz rudarskega življenja, ženskimi akti in slikanjem prizorov iz vsakdanjega življenja. Tokrat pa se je v novi galeriji Delavskega doma prvič predstavil kot ustvarjalec likovne abstrakcije. Nekaj več o samem soočanju z novo obliko ustvarjanja pa je Cvrčo povedal. Torej, Jože Potokar, še pred nedavnim likovni tradicionalist, zdaj pa kar naenkrat v abstrakcijo. Kaj je botrovalo tej odločitvi? Tako bom rekel, počasen za teh kozovčkov, pa labodkov, pa tega vsega manj ne veliču, nekaj mi je manjkalo, ne? Ni mi manjkalo na platni, manjkalo je v glav. Potem sem mečkam probavil, potem so pa, tako sem že prej omenil, so pa malo videl Topoznič, malo videl Beno Kreža, malo Vesna, malo Maša, pa to je pa fajn, tu pa deli. In no, pa ne vem, ne da sem on prepričal, začel pa tisto, kar sem delal, pa uren opazovati. Ne, in sem tu začel tuhtati, pa secirati, bolj sem bluzil, po domač povedam, bolj sem malo, bolj je bilo fajn, pa vse je bilo premalo, ne. In mi je bil to tak izziv, da sem včasih kako sliko realistično delal po 2-3 meseca, ne. Tle sem pa eno to delal 3 meseca, sam tle sem užival, pa realizmi sem se pa mečkam bolj mučil. Kako pa je bilo vstopati v ta svet abstrakcije po vseh teh letih bolj klasičnega slikarstva? Ja, zelo čudno. Ko bi rekel, jaz abstrakcije osebno nikoli nisem, ne da nisem maral. Če je bila abstraktna slika, jaz sem šel tam mimo, ne, in če me je slika potegla, jaz sem bil frapiran, navdušen. Potem sem pa mečkrat malo prebral, malo med komerati, mečkrat bolj izobražen bil v tem smislu slikarstvu, pa bi tu lepo, pa tu probo, ne, in tako sem že rekel, probaval, in potem sem se počas, ko bi rekel, spiflil na tem, ne, in pa mi je to nekaj prišlo v dušo in nekako ne gre ven, in tem je to, veliko lažje je zdaj, naprimer, sem tule osvojil, sem tule naredil, ne, jeti ven delati realizem, ne, igraš se, smejiš se, nič ni težko, penzel pa roka ti poje, no. Se boste posluževali še v prihodnje abstrakcije ali se boste tudi vrnili k klasičnemu slikarstvu? No ja, klasično slikarstvo ne bom nikoli zapustil, sigurno ne. Tudi reče, kak portret narišem, pa kako fajno krajino ali te užite, karkoli v tem smisli. Abstrakcija pa tako, ne. Bi še šel naprej, ampak samo abstrakcijo razvijati je mečkaj čudno, ker imam v glavu že druge projekte za let 2 naprej. Ko bo trajal spet let 2-3, da bom tu nek razstavil, tle bom malo abstrakcije, malo tega, malo mešano. Je pa predvsem za dušo, pa hrano duše, hrano samega sebe, je abstrakcija, ko fajn goveja župca, po domač povedano. V Delavskem domu Zagorje bo v soboto 16. maja ob 19. uri pomladanski koncert Glasbene šole Zagorje. V Delavskem domu Trbovlje pa bo že naslednji dan, torej v nedeljo 17. maja, ob 19:30 pomladanski koncert Delavske godbe Trbovlje. Založba Karantanija je pred leti izdala epsko pripoved Saga o Karantaniji, ki jo je napisal Ivan Sivec, naš najbolj plodovit in že več let eden najbolj branih sodobnih slovenskih pisateljev. V prvem delu sage lahko prebiramo preprosto napisano pripoved o kralju Samu, mlademu junaku Vitomirju in nemirnemu svetu, ki sta ga sooblikovala v 7. stoletju. Pisatelj nam v tem delu naslika življenje poganov, ki so prežeti s poetičnim razumevanjem narave, ljubezni in solidarnosti. V drugem delu sage z naslovom Cesar Arnulf nas pisatelj popelje v svet simbolov, kot so knežji kamen, obred ustoličevanja, kronanje kralja in cesarja.
V tretjem delu sage o Karantani z naslovom Kneginja Ema opisuje dogajanje v 11. stoletju. Kneginja Ema iz rodbine breško-selških grofov je doživljala privilegije enega najbogatejših parov 11. stoletja. Usoda pa se je kruto znesla nad njo in ji zgodaj vzela vse bližnje. Svoja posestva je podarila cerkvi ter v Krni na Koroškem leta 1043 se zidala največji samostan tistega časa. V njem je preživela zadnji leti svojega življenja kot redovnica. Velika Karantanja je zaradi cerkvenih fevdov propadla, naš jezik pa je prav zaradi Emine združevalne moči obstal zavedno. Knjiga za nezahtevne bralce in tiste, ki bi radi kaj več izvedeli o naših prednikih. Z današnjim dnem se je zaključil pesniški natečaj televizije ETV za najpesem ETV 2015. Prejeli smo rekordno število pesmi iz Slovenije in tudi tujine, 88 otroških in 62 odraslih. Več o tem bomo poročali v naslednji oddaji. Tokrat pa vam bomo predstavili pesem, ki jo je leta 2010 na naš natečaj poslala takrat osnovnošolka Špela Župančič iz Ivančne Gorice. Špela Župančič, Pomlad. Redki kupi snega se talijo, saj sončni žarki zimo podijo. Sonček pridno žarke smuka, da lahko zelenje iz zemlje pokuka. To zelenje so znanilci pomladi, ki jih imamo vsi radi. Teloh, trobentica in zvonček, polnih je vsak zemlje konček. Celo zimo smo ptice hranili in jim krmilnice polnili. Zdaj so se vrnile še selivke, ki so tudi pomladi znanilke. Tudi mi smo pospravili kape, saj kmalu ne bo več mrzle sape. Vsak nekoga ima rad, torej od deželo res prišla pomlad. Knjižnica Mileta Klopčiča v Zagorju bo 12. maja ob 17. uri priredila zaključno prireditev Berite z nami, ki bo potekala v avli Delavskega doma Zagorje. V knjižnici Toneta Seliškarja v Trbovljah pa bo v sredo 13. maja ob 19. uri predstavitev knjige Otroci knapov Igorja Gošteta. Pogovor z njim bo vodila Katra Hribar-Frol. Med tokratna obvestila smo uvrstili tudi obvestilo iz osnovne šole Ivana Skvarče. Le-ta praznuje 50. obletnico, ki jo bodo obeležili s pogovornim dogodkom z glasbenimi vložki. Tega so naslovili Poklon umetnosti. Potekal bo v petek, 8. maja ob 19. uri v Delavskem domu Zagorje. Naslednji dan pa bo dopoldne v prostorih šole potekal dan šole. Ta vikend pa praznuje tudi Gasilska zveza Zagorje. Ob 60-letnici bo v petek 8. maja ob 18. uri po cesti Zmage potekala parada gasilcev in gasilskih vozil. V soboto 9. maja pa bo v Delavskem domu Zagorje še slavnostna seja. Od petka 8. maja pa vse do nedelje 10. maja 2015 Zavod Prijetno domače in občina Ivančna Gorica organizirata tretji pohod po krožni pešpoti Prijetno domače s startom ob 7. uri izpred stavbe občine Ivančna Gorica. V tokratni jezikovni drobtinici se bomo posvetili zapisu datuma. Če napišemo 1.5.2015, napišemo to 1 pika presledek, 5 pika presledek 2015. Torej, gledati moramo na to, da napišemo presledke za piko. Če pa napišemo 1. maj 2015, moramo poleg presledkov za piko gledati tudi na to, da napišemo mesec z malo. Torej, M je mali M. Velikokrat kakšen računalniški program avtomatsko zazna piko kot končno ločilo in nam jo popravi v veliko začetnico. Takrat imamo pač malo več dela, da popravimo veliko spet nazaj v malo. Spoštovane gledalke in gledalci,
Slovenskega maja si skoraj ne moremo predstavljati brez šmarnic, to je brez ljudske pobožnosti Mariji v čast. Pobožnost te vrste sicer poznajo tudi drugod po svetu, pri nas pa je leta 1855 dobila izvirni naslov šmarnice po cvetlici, ki ta mesec cvete po naših gozdovih in vrtovih. Že leta 1842 je Davorin Trstenjak objavil prevod francoske knjige Mesec Marije. Leta 1851 so pobožnost začeli ljubljanski bogoslovci, v naslednjih nekaj letih pa so jo poznali tudi drugod po Sloveniji. Profesor Smolik pravi, da skoraj ni cerkve ali vasi, kjer se ne bi zbirali k branju šmarnic. Morda je ta trditev nekoliko pretirana, kljub temu pa drži, da je šmarnična pobožnost tudi še danes precej razširjena med ljudmi. Iz česa so sestavljene šmarnice, pobožnost šmarnic? Šmarnice so sestavljene iz molitev, predvsem iz litanij Matere Božje, lahko tudi iz rožnega venca, dalje iz Marijinih pesmi, med katerimi so nekatere posebej šmarnične, in sestavljene so iz šmarničnega branja. Pogosto pa so seveda šmarnice združene kar s sveto mašo. Vsako leto odgovorni sestavijo oziroma zberejo šmarnično branje. Vsebina tega branja ni bila vedno izključno marijanska. Verniki so v branju in poslušanju spoznavali tudi različne svetnike in svetniške osebnosti, pa nekatere verske resnice, tako da lahko rečemo, da so bili v tem mesecu udeleženci marsikdaj deležni intenzivnega verskega pouka. Prvo slovensko šmarnično branje je leta 1855 sestavil Janez Volčič. Med bolj znanimi šmarničarji so bili tudi Luka Jeran, Filip Trčelj in drugi. Mimogrede, letos ponekod berejo šmarnice o Don Bosku, saj obhajamo 200-letnico njegovega rojstva, ponekod o redovnikih in redovnicah, saj se nahajamo v letu posvečenega življenja, ponekod pa berejo šmarnice za otroke z naslovom Drobni koraki velikih junakov, ali pa seveda tudi druge. Slišal sem, da ponekod oživljajo tudi prav Terčeljeve šmarnice. Skupaj z blaženim Antonom Martinom Slomškom lahko ob začetku šmarnic rečemo: kar je dobra mati v družinski hiši, je Marija za veliko božjo družino na zemlji, za celotno cerkev. Sonce duha, blagor kristjanov, zgled vseh čednosti. Marija je kraljica cvetlic, zato je najlepši mesec maj še posebej posvečen češčenju Marije. Nežni ljubezni in češčenju dobrih otrok ni zadostovalo praznovanje praznikov in obhajanje samo sobot Mariji v čast. Izbrali so cel mesec, najlepši pomladni mesec, da bi Marijo, odrešenje kristjanov, častili na zunaj s cvetjem, navznoter pa s pobožnostmi, molitvijo, pesmijo, premišljevanjem. Vse torej z namenom, da bi z vsako pomladjo na novo vzcvetelo nežno češčenje Matere Božje, ki nam je najlepši zgled in mogočna priprošnica pri Bogu. Zato vas lepo vabim, spoštovane gledalke in gledalci, da se udeležite šmarnic ali pa da doma veliko molite Mariji na čast. Takole, prišli smo do konca oddaje. Imejte se lepo in nasvidenje.